Planet 18. Jaz tudi imitiram, ne samo Artač. Kot kaže, mesec maj ni mesec ljubezni le pri ljudeh, ampak tudi pri živalih. Vsaj, če sodimo po ljubezenski zgodbi v ljubljanskem živalskem vrtu, kjer bo tigrica Vita dobila novega partnerja. Dajmo pogledati, kdo je njen srečni izbranec. 200-kilogramski samec se je skotil v moskovskem živalskem vrtu in bo 7. maja dopolnil 10 let. V rojstnem listu nosi ime Bocman, pri nas pa mu bodo rekli kar kratko Boss oziroma šef. Kar dobro ime, če nekoga pripeljejo z Rusije samo zato, da te oplodi, se kar spodobi, da ga kličeš šef. Gospod Boss naj bi se za obisk Slovenije odločil potem, ko je na internetu videl oglas pohotna tigrica iz Ljubljane išče družbo. Za moskovskim tigrom pa je zanimiva življenjska pot. Zadnja 3 leta je gostoval v različnih živalskih vrtovih, trenutno pa se v zoo Ljubljana spoznava z novimi oskrbniki in novim okoljem. Gostoval je že v 3 živalskih vrtovih, gre torej za neke vrste živalskega žigola. Kako lepo eni živijo, pa ne me narobe razumeti, saj ima privoščim, da se predajata svojim živalskim strastem. Ampak ne zdi se mi pa pošteno, da eni ne smemo niti na Hrvaško, enim določenim ruskim vplivnežem pa je dovoljen kar seks turizem. To pa so veze in poznanstva. Vse vem. Nobena skrivnost ni, da je pokojni ameriški predsednik John F. Kennedy občasno skočil čez plot. Zdaj pa so se na spletni dražbi znašla pisma z žgečkljivo vsebino, ki jih je Kennedy pošiljal svoji ljubici, švedski aristokratinji Gunili von Post. Takole je včasih gledal Tinder. Brez fotk, samo tekst. Bedno, vem. Ampak ena stvar pa je vse skozi enaka. Če si hotel zadovoljiti žensko, si se že takrat mogel izkazati z jezikom. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.